Človek poje nekje od 400 do 450 kg hrane na leto. Zato mi danes uničimo 10 ton zemlje na osebo na leto. To je pač cela katastrofa. V tem trenutku je hrana zelo poceni, prepoceni. In temu je primeren tudi odnos. Se pravi, če je hrana neizmerno, imamo na razpolago, cene so včasih smešno nizke, čeprav živimo v obdobju inflacije. Trgovine so že tako postavljene, da več ne iščeš, da sem priletiš, vzameš in greš domov. Tako da mogoče je pa prihodnost tega gostinstva ravno v tem, glede na to, če se na nas navežemo, ko delamo za vikende, da pa takrat poskušamo ljudi malo ustaviti. In zdaj na take deležnike, ko sta ta dva, prelagati odgovornost, da debatiramo, razlagam, da je pač orkestracija in kdo orkestrira naša ljuba in draga država. Jaz bi malo dodal, če lahko. Jaz se čist ne bi s tem poistovetil oziroma strinjal. Pa mogoče je to tudi malo utopija, ampak jaz mislim, da prihodnost je. Lepo pozdravljeni. Tokratna epizoda podcasta Samo en planet odpira vprašanja prehranske preskrbe in našega odnosa do hrane. Večina razvitega sveta, kamor sodi tudi Slovenija, ima hrane dovolj. Kako deluje globalni prehranski sistem, s kakšnimi izzivi se srečujemo v lokalnem prehranskem sistemu, je naravno pridelana hrana iz lokalnega okolja najbolj zdrava in ali jo lahko pridelamo dovolj za lastne potrebe. Koliko hrane v resnici pojemo in koliko je zavržemo? Na kakšne načine rešujemo problem zavržene hrane? Odgovore na ta in druga vprašanja bomo iskali z našimi tokratnimi gosti. Z nami so Margareta Damjanič, gostilna Kukelj, družinska gostilna z večstoletno tradicijo. Margareta, lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Miha Dežman, ustanovitelj kmetije Monera, lep pozdrav. Pozdravljeni. In dr. Aleš Kuhar, agrarni ekonomist in profesor na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Lep pozdrav tudi vam. Pozdravljeni. Začela bom z malo zgodovinsko noto in sicer s pregovorom oziroma stavkom, ki so ga naše babice, mogoče tudi mame, rekle otrokom, da bi vzgajale njihov odnos do hrane. Če kruhek pade ti na tla, poberi ga, poljubi ga. Verjetno vsi poznamo ta rek, ampak vprašanje je, ali je ta odnos do hrane danes med nami, ko imamo vsega na pretek, še vedno prisoten. Pa je moje prvo vprašanje za vse vas, kako vi vidite odnos ljudi, svoj, tistih, ki si jih poznate, in odnos celotne družbe do hrane, ki nam je na voljo. Aleš, začneva midva. Ja. Jaz sem se zelo, bi rekel, razveselil, ko ste omenila obdobje izobilja. Ljudje živimo dejansko v tem svetu v obdobju izobilja. Pa verjetno tudi eno presenečenje izjava je, v tem trenutku je hrana zelo poceni, prepoceni. Mogoče pravilnejši izraz tudi to, da je cenena. Skratka, celoten prehranski sistem v preferenci potrošnika, povprečnega oziroma nekega večinskega potrošnika, se je usmeril v proizvodnjo cenene hrane, poceni hrane. In temu je primeren tudi odnos. Se pravi, če je hrana neizmerno, imamo na razpolago, cene so včasih smešno nizke, čeprav živimo v obdobju inflacije, ampak iz tega potem izhaja tudi do odnosa. Jaz mislim, da je ta pregovor, ki ste ga povedali, izgubil svoje mesto v tem, in iz tega tudi izhaja vse moje znanstveno raziskovalno delo tudi v smislu preprečevanja tega trošenja, neizmernega trošenja naravnih virov, dela, energentov, nenazadnje vsega, in to obdobje izobilja seveda za sabo potegne številne tudi okoljske izzive. Danes smo na okoljskem ministrstvu, tako da verjetno je to ključen
problem. Ja. Številni izzivi namreč izhajajo iz tega izobilja in dejansko ekstremne usmerjenosti globalnega prehranskega sistema v proizvodnjo čim cenejše cenene hrane, kmetijskih surovin in živilskih izdelkov. Margareta, pri vas pa je verjetno in vaš odnos, se pravi, vas, ki pripravljate hrano, in odnos vaših gostov drugačen, a ne? Skratka, to ne gre za ceneno hrano, ne gre tudi za poceni hrano, gre za kakovostno hrano in verjetno je ta odnos precej drugačen od nekega povprečnega odnosa do tega obilja, o katerem je Aleš ravnokar govoril. Tako je, zagotovo. Mislim, pri nam pa še vedno velja ta rek, da smo spoštljivi do kruha, ne. To smo že kot otroci od očeta se navadili, ki je toliko starejši, a ne, da je bil lačen kruha in skljub vsemu zrastel gor, a ne. Ampak tako da dejansko ne zavržemo kruha. To je po mojem ena najtežjih stvari, da je treba kruh stran vreči. Tako da, ne vem, to se nam je tako zakoreninilo, da vsekakor pač pazimo, kaj delamo, no. Ali pa da se kruh zavije, ali pa da se naslednji dan kruh poje, a ne, take stvari, da ga mogoče posušimo in naredimo drobtinice za kakšno zabelo, a ne. Tako zelo težko mi je to nekako zavreči stran, no, res v skrajni sili, a ne, tako da smo čisto. Miha, ko se pa hrana pridela z lastnimi rokami, je pa ta odnos verjetno še drugačen in zelo poseben. Ja, tu pa absolutno, ja, bi rekel, da potem dobi v bistvu neko vrednoto v družini, ne, in je tudi potem lahko nek zgled tudi otrokom potem, kaj pomeni hrana na krožniku, ko jo pridelaš ko poseješ ali pa skrbi za živali in ves ta proces te skrbi in potem tudi pobiranja. In da pride na krožnik, je res en tak dolg proces in potem ja, začutiš, koliko je to v bistvu težko in koliko smo pozabili na te stvari, ker pač nimamo stika s temi, s pridelavo. In ja, tako kot je Aleš rekel, je pol tle en kup problematik, pač hitro pridelane hrane 24/7 in na policah. Jaz tudi, ja, kot diplomiran vzgojitelj sem videl, da pač otroci tudi ne pridejo v stik pravzaprav s hrano, tako kot bi mogla biti v pravem pomenu, ampak neko procesirano, uvoženo, pravzaprav brez neke hranljive vrednosti. In je to lahko velik problem, ker če ti ne dobiš stika z nekim okusom, a ne, je tudi pač kako boš potem razvil kje je šele odnos, kaj šele, da bi to užival, no. In se mi zdi to pač ja, lahko za namce ena taka velika problematika potem. Naš odnos do hrane je odvisen od našega načina življenja. In hitrost našega življenja, vsakodnevni opravki, naše delo, niso pri vseh enaki. Zdaj ta množična ponudba sprocesirane, predelane hrane nam gre po eni strani na roko, ker nam pomaga prihraniti čas, po drugi strani pa se pojavlja vprašanje njene kakovosti. In velikokrat je najpomembnejša cena, da je poceni. Ja, človeštvo se razvija, tle ne moramo zdaj biti kritizerji, moralisti, da pa ljudje v Sloveniji recimo, da ne smemo napredovati ali pa spreminjati v desetletjih, 2-3 svojega načina priprave odnosa do hrane. Smo pa kljub vsemu zelo specifični, namreč brez kakršnih koli težav lahko rečemo, da je Slovenija, vzor prehranjevanja Slovencev bil pred desetletji občutno ustreznejši. S tem, bi rekel, zavedanjem je tudi slovenska kmetijsko-živilska, bi rekel, branža, kmetje, živilska industrija šla v napredek in je pričakovala pripadnost zgodbi, ki jo je nenazadnje ta država gradila desetletja tudi v prejšnjem političnem sistemu. Je pa prišlo do zelo, zelo hitrih in kot znanstveniki smo bili zelo presenečeni, bi rekel, opustitve strani potrošnikov, opustitve teh načel, na katerih smo gradili recimo neke razvojne strategije, se pravi pripadnost lokalnemu, ne, udejanjanje svojih namenov. Ljudje v Sloveniji smo izrazito
naklonjeni lokalni hrani, izrazito smo naklonjeni okolju prijaznim izbiram. Ne. Ko je pa potrebno namero udejanjiti v aktivnosti, ne, se pa to popolnoma izgubi. Ne. In to je seveda vstop tujih trgovskih verig. Jaz včasih malo zastrižem z očmi, kot tudi ne nazadnje v kakšnih okoljskih priporočilih in tako naprej se zelo veliko nalog in zahtev polaga na sektor kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije v smislu doseganja okoljskih ciljev. Pozablja se pa, da je golman, če hočete, ali pa diktator v prehranskem sistemu trgovina na drobno. Odločitve trgovine na drobno v bistvu v zelo redko katerem okoljskem dokumentu ali pa razvojnem dokumentu za razvoj vidimo. Je pa dejansko, ne samo v Sloveniji, to je globalen fenomen, je trgovec tisti, ki močno vpliva na to, kaj ljudje izbiramo v trgovini in tudi na to, kaj se potem v ozadju, v skrbni verigi dogaja. Proizvodne prakse, ne nazadnje, prej ste govorili o kakovosti, o ceni in tako naprej. Tako da, ja, Slovenec je in Slovenka je na nek način zelo, bi rekel, razočaral, bodimo malo moralisti, ali pa obrnil v smer, ki ni bila pričakovana. Mi smo danes se vedemo kot prebivalci občutno manj razvite, ekonomsko razvitih držav. Ta potrošni vzorci, ki jih vidimo, ne pritičejo naši stopnji ekonomskega razvoja in niti ne pritičejo naši zgodovini, iz kakšnega prehranskega sistema ne nazadnje izhajamo. Tako da ta erozija, mi rečemo erodiranje prehranskih vzorcev je škodljiva na mnogo katere elemente trajnosti, okoljske, družbene, ekonomske. Tako da zaradi tega sem zaskrbljen. Upam, da ne bom danes v tem krasnem pogovoru prevečkrat kisel, ampak razmere dejansko so objektivno kompleksne, zahtevne, da ne rečem precej neugodne. Aleš je rekel na začetku, da smo napredovali, in da je to nekaj normalnega. Ampak v nadaljevanju, ko smo vas poslušali, pa pravzaprav lahko rečemo, da smo nazadovali na nek način. Nazadovali v odnosu do sebe, do tega, kaj vnašamo v svoje telesa, kako se obnašamo do hrane. Margareta, ampak pri vas pa se mi zdi, da vseeno se to manj pozna. Če bolj optimistično gledam, čeprav ko poslušam, je tako grozljivo. Ja. Ampak vseeno, ja, pač ta naš način življenja je hiter ratov. Ljudje so dolg časa v službi, preden pridejo domov. Nimajo časa kuhati in gre res za to pridelano hrano, hitro kupaš, hitre trgovine so že tako postavljene, da več ne iščeš, da sem priletiš, vzameš in greš domov. Tako da mogoče je pa prihodnost tega gostinstva ravno v tem, glede na to, če se na nas navežemo, ko delamo za vikende, da pa takrat poskušamo ljudi malo ustaviti, da se usedejo, umirijo, da nekaj, kar smo med tednom pripravljali, da jim to potlej ponudimo, da poskušamo najti hrano, lokalnega izvora, če sploh lahko o tem govorimo, ker tega je v bistvu zelo malo. Ampak ja, vidim, da se ljudje mogoče pa prepustijo potlej malo tako za vikende, pa si vzamejo več časa tudi v tem prehranjevanju in da si kaj privoščijo, da imajo kaj novega ali pa to, kar mi recimo, ko poskušamo še kakšne stare naše recepte, kljub temu, da mogoče kakšnih sestavin niti ne dobimo več, ampak da se pustijo tako pač razvajati potem. Zanimiva je v resnici ta dvojnost. Po eni strani pojemo dosti nekakovostne hrane, velike količine, pa jo zavržemo in tako naprej. Po drugi strani, če pa opazujemo medije, medijsko krajino, je pa ogromno oddaj, v katerih se kuha, v katerih se rojevajo novi in novi kuharski šefi, od najmlajših do malo starejših. In meni se zdi to nekakšna diskrepanca pravzaprav. Podobno kot ste, Aleš, vi omenil prej, da
je na nek način, smo vsi vsi bi kakovostno jedli, se posvetili hrani, potem pa, ko kamere ugasnejo, ne, pa tečemo v prvi hipermarket in zmečemo noter. Je mogoče pri tem načinu življenja, Miha, ki ga vi zdaj v zadnjih letih, odkar imate to svojo kmetijo, vendarle drugače, ne? Verjamem, da nimate zdaj kuharske šole, ali jo mogoče imate, ampak način priprave hrane, si vzamete čas, verjamem, da je na kmetiji veliko dela, pa vendar. Ja, jaz mislim, da je to nuja, da si vzamemo čas in da se kvalitetno prehranjujemo, ker potem tudi pač podpiramo sebe, ne, da smo fizično lahko aktivni, pa tudi psihično konec koncev. Ja, mogoče bi se sem še malo navezal nazaj, da je pač danes tale medij res en tak zelo, zelo močan in zelo dobro psihološko dodelan in kdaj zavede potrošnika v tem izobilju, ampak konec koncev se mi zdi, da bi pa mogli tako, da ko pridemo v eno odraslo obdobje, ne, jaz to zelo povezujem z eno besedo, in to je odgovornost, ne, in se mi zdi, da beseda odgovornost je pa pač v tesnem stiku z zdravjem. Se pravi, če si ti kot posameznik odgovoren, prvo, kar narediš in na kar pomisliš, je pač zdravje, in če pač spet pogledamo, kaj je zdravje v resnici je v večini primerov tu hrana, ne. Mogoče še gibanje, pa da smo aktivni, pa zunaj, ampak to je nekako, se mi zdi, temelj, motor naših teles in pač, če mi ne skrbimo za te, imamo lahko tudi, mislim, danes videli, da imamo pač hude zdravstvene težave kot posamezniki. Jaz bi rekel, da živimo na kredit, plačujemo obresti in to ni v redu, a ne, stanje tega ni v redu. Ampak tudi danes imamo problem, ker kaj sploh zdrava hrana je, a ne, imamo kupenih trendov. Tudi zdravstvo v svoji osnovi priporoča za naš pogled malo take ne najbolj primerne prakse, no, ker mi gledamo na človeka celostno, ne, in je pomembno, od kje prihaja hrana, v kakšnem stanju oziroma kje živijo živali, v kakšnih tleh konec koncev vzgajamo rastline, koliko imamo življenja mikroorganizmov v tleh, kakšne interakcije se dogajajo in potem tudi kakšna je hranilna vrednost te hrane. In jaz mislim, da si to, kar ješ, in da je lahko hrana pač konec koncev tudi zdravilo, če bi to znali videti, pa nekako si malo tako, ja, si vzeli ne samo za vikend čas, ampak mogoče bi bilo to ena celo vsakodnevna stvar. Ker ja, ko pogledamo krožnika, ne, zdaj, če bi se sem zamislili, ta krožnik, ki je pred nami, in če bi rekli, ok, zdaj pa poglejmo, iz kje vse pride, da ta krožnik je, ne. Se ponovadi sploh do tega ne pridemo, se ne vprašamo. Ampak bi ugotovili, da redko kakšna stvar je prav od tukaj. Ponovadi, če je že iz Evrope, je kar v redu, zdaj že to ni več, a ne. Smo spustili malo ta standard. Pa koliko je hranljiva ta hrana, ne. Če bi se tu malo začeli povpraševati, se mi zdi, da bi lahko. Bi velik korak, no. Mogoče zadnjič sem prebral, da bi se lahko revolucija začela pač z vilico, ne. Ne vem, če je to tudi rek, ampak pač ima eno pomembno. Jaz mislim, da je ne da prelagamo odgovornost na posameznika, valjda so pač vsi vključeni, ampak imamo pa eno svobodno odločitev konec koncev v tem svetu in bodimo odgovorni, no. Do sebe najprej, ker s tem pride tudi odgovornost do okolja in družbe in ja. Sistemsko, ne, bi morali to urediti, če bi želeli to vizijo, o kateri je Miha pravkar govoril, vzpostaviti na ravni celotne države, ne. Kajti posamezniki, kot je Miha, pa še kdo, a ne, saj vedno več je ljudi, ki se tega zavedajo in skušajo na tak način delovati, gojiti hrano in tako živeti, ne.
pač ne morejo nahraniti, ne, teh nekaj kmetij ne more nahraniti celotne populacije. Ampak, kot ste Aleš rekli prej, sistemsko je bilo to razsuto, ne, a je možno to postaviti nazaj, ali je to popolnoma utopičen projekt? Mislim, nedvomno potrjujem, da je temu, kar rečemo zdaj, prehranski sistem, to je zdaj kakšnih nekaj let, je zdaj ta nov izraz, je izrazito zapleten. Nič novega s tem ne povem, samo poudarjam, potrdim, da je to dejansko zelo zahtevno področje, ne zgolj iz tega, kako deluje, se pravi, primarna pridelava, vedno govorimo, prehranski sistem je sestavljen iz kmetov, kmetje pridelajo kmetijske surovine, nekateri te kmetijske surovine predelajo v živila, potem imamo podjetje, ki to surovino kmetijsko predelajo v hrano, živilske izdelke, potem rabimo trgovino, nek sistem, ki distribuira, restauracije seveda tudi, in na koncu smo mi potrošniki. Zdaj dodajamo v prehranski sistem tudi sistem ravnanja z osnovnimi tokovi, ki nastajajo, skratka, ravnanje z organskimi stranskimi tokovi, če hočete, zavrženo hrano, vse to predstavljen okvir. Zdaj, kot država, jaz se ukvarjam z makropogledom, seveda so te kolegi, gospa in kolega razlagata, seveda to so zelo luštne, majhne mikroelementi, majhni deli, zelo zanimivi, lepi, to, kar pa jaz vidim in kar me dela rahlo kislega, če se poheca, so pa seveda trde, suhe številke 2 milijonskega narodka v izrazito konkurenčno trdem ekonomskem okolju Evropske unije in tudi sveta. Zdaj, kako pristopiti? Jaz vedno izhajam ker se seveda ukvarjam z ekonomiko, se ukvarjam z proizvodnim potencialom. In tukaj se odpre celotna debata lahko, kako je ta država sistemsko ali pa nesistemsko prehranski sistem ravnala, upravljala, menedžirala, in že na tem področju, kako se upravlja s proizvodnim potencialom primarnega sektorja, pridelave primarnih surovin in potem naprej do proizvodne hrane, živilskih podjetij. Tukaj je bilo v zadnjih desetletjih pač nekaj zelo ponesrečenih ukrepov ali pa premalo posrečenih ukrepov, integriranih ukrepov. Ker hudič tega prehranskega sistema je, da ga upravlja ne več, če hočete, zdaj govorimo o vladnih resorjih. Kmetijstvo, proizvodnja hrane je upravljena strani večjih resorjev. Danes sedimo na enem, ki primarno ni prva asociacija, da se ukvarja s kmetijstvom, s proizvodnjo hrane, ampak seveda ima močen in pomemben in seveda jasno odgovoren vpliv tudi na delovanje in razvoj kmetijstva. Zdaj, ali je bilo to vedno idealno, ustrezno? Ne vem, ni nujno, da res, ali na strani kmetijskega ministrstva, ministrstva za okolje, ministrstva za infrastrukturo, karkoli, zdravje ne nazadnje, finance. Kratka, vse te stvari je treba naštimati, da se potem zadeve razvija. Zdaj, v Sloveniji, seveda, če se vrnem na ekonomske temelje proizvodne hrane, so proizvodni potenciali v primarnem sektorju izrazito bili slabo upravljani. Mi imamo eno izmed najbolj zaostalih kmetijstev v Evropi. To boste redko slišali. V Sloveniji imamo najmanj razvito kmetijstvo v Evropi, imamo izrazito hiter upad razpoložljivih pridelovalnih površin in še na teh razpoložljivih pridelovalnih površinah pač proizvajamo na zelo zastajev način. Jaz sem močen podpornik tega, da se produktivnost v kmetijstvu poveča, učinkovitost se mora izboljšati. Mi moramo modernizirati primarno pridelavo, ampak nikakor ne na račun okolja. Da pa to dosežemo, učinkovitejše, naprednejše, boljše kmetijstvo, ki bo nahranilo to nacijo, ker zdaj je ne nahrani ali pa ne pridela dovolj surovin, da bi živilska podjetja proizvedla hrano za to nacijo, je pa seveda treba enormno izboljšati znanje kmetov, opremljenost teh kmetij in tako naprej, vendar ciljno, natančno, precizno in ob tem seveda upoštevati to, da smo mi v prehranskem sistemu globalno gledano prišli do, bi rekel, meja, planetarnih meja. Zdaj, v Sloveniji zaradi te zaostalosti kmetijstva so sicer ti okoljski parametri ugodni, marsikdo je ob tem zadovoljen, da imamo ugodne okoljske parametre pri kmetijstvu, ampak to je v bistvu odraz zaostalosti.
nažalost, nerazvitosti kmetijstva. Imamo svetle zvezde, imamo seveda zelo napredne kmetije, vendar povprečje je ta proizvodni potencial na primarni ravni problematičen in spet degradira. Spet, 80., 90., 2020 imamo nažalost trende, ki bi morali biti pozitivni, so negativni. To ni ravno obetavna prihodnost. Bom tudi jaz z malo bolj kislim obrazom zdaj spremljam to, kar ste povedali, namreč meni se zdi zelo zaskrbljujoče. Ja, saj mi bomo imeli majhne točke. To je v bistvu zdaj očitno, da s tem zaključim svoje razmišljanje. To je v bistvu očitno, ali je bil to družbeni konsens ali pa to neko evolucijsko prišlo. Mi bomo imeli nekaj butičnih otočkov kmetijstva, kjer bodo, bi rekel, premožnejši, bolj zavešeni kupci našli svojo zgodbo. Verjetno je to vaš primer. Mi bomo imeli te butične, ampak veste, prehranski sistem za slehernika in za slehernico je mega, tudi za to majhno državo je mega. In zdaj, tako kot neke trendi kažejo, bomo imeli dekoracijo v prehranskem sistemu, ki bo odlična, prehranska, mislim, bomo imeli neke biserčke, kmetije z butično pridelavo, ekološko proizvodnjo in tako naprej. Vse lepo in prav, vendar glavnina tega sistema je pa, bi rekel, v razpadu, ga pa ne upravljamo sistemsko. Tudi morda zato, ker smo nepravilno, bi rekel, zagledani zgolj v dekoracijo. Jaz se velikokrat pohecam, prehranski sistem so dekorativne kroglice na novoletni jelki, steber je pa jelka. Ne moreš ti imeti okrašene novoletne jelke samo z bunkicami, z kroglicami, smreko pa pozabiš. Smreka so pa živilska podjetja in kmetije, ki so pa usmerjene v, ne bi rad rekel masovno, ampak tako stebrno proizvodnjo, kjer pa zdaj glavnina uvoza, ki v Slovenijo prihaja, je substitucija stebrne proizvodnje. In ta hrana iz uvoza prihaja iz proizvodnih sistemov, ki jih Slovenec, če bi jih poznal, ne bi izbral. Skratka, to so podjetja, kmetije, pa kmetijska podjetja, v katerih se proizvaja na način, ki jih Slovenec, spet, ko ga vprašamo na anketi, a bi izbral hrano, ki je proizvedena v sistemu takem in takem, kot ga izbere na trgovinski polici XY, bi rekel, niti slučajno, jaz po tega res ne bi. Ampak to predstavlja v tistih številkah, ki mene skrbijo, ko gledam makroekonomske bilance, hrana prihaja ravno iz tovrstnih sistemov, ki jih Slovenec zavrača. Tako da ta obrambna, in zdaj mogoče, da dodamo še eno dimenzijo, neke trdnosti, čvrstosti, zdaj se zelo veliko govori o geostrateških premikih in tveganjih, ki jih svet prinaša. Mi smo to pogledno izrazito ranljivi, ker smo tako močno uvozno odvisni za ta masovno oziroma stebrni prehranski tok. Vem, da je težko vprašanje, ne bom rekla za $1 milijon, ker mislim, da to ni valuta, ki bi trenutno najbolje stala. Ampak kaj lahko naredimo mi vsi, mi štirje, vsi drugi tam zunaj, da se ta naša smreka ne bo posušila? Kakšne možnosti vidimo, kaj lahko? Ja, ne vem, jaz ravno zdaj razmišljam, včasih je vsaka družina pri hiši imela gredo, danes so avtomobili tam parkirani. Poleg grede je bila še ena velika njiva, ljudje so si sami hrano pridelovali. Jaz prihajam pač iz vasi v končni fazi, pa tega več ni. Ljudje so šli v službe v Ljubljano in zopet ta hiter način življenja in vsega. Po drugi strani, moji starši so šli na trg zelenjavo kupovati. Meni to danes vse prinesejo, ker telefonično naročimo. In skozi celo leto je ista kvaliteta. Skozi solata je vedno, dobimo zeleno solato, vedno radič. Niham zdaj zagotovo en kup ene solate, ki bi jo jaz zdaj ponucala, ampak jaz jo tudi decembra rabim. Tako potlej, ne vem, težko, kako, da bi se to res tako lokalno šlo, ali bi se pa mogli res, ne morem zdaj sem solate nuditi, zdaj 2 meseca, ampak skozi mora biti ena konstanta, in ravno to je potlej najbrž
ta Vi na svojem področju globalizem, ne. zagotovo delate to, tako, kar da je morate. Ne? potem tako, ja. Ker tako je, majhne zgodbe so, ne? Orkestracija je pomembna. Ne? Ja. In zdaj na take deležnike, ko sta ta dva, prelagati odgovornost, a ne, Ja. da ne, debatiramo, razlagam, ne, da je Ja. pač orkestracija in kdo orkestrira naša ljuba in draga država. Ne. Kaj je država, sto politiki, politikanti, a veste, to je. Se upravičujem, da skačem besedo, ne, Ja, ampak ne, super, težko ja, date mislim. vi odgovor, Ja. ki že počnete prave stvari. A ne? Tako, ja, Čeprav ampak, jaz bi ja. malo dodal, no, če lahko. Jaz se čist ne bi s tem poistovetil oziroma strinjal. Jaz mislim, da kot kmet, kot mlad kmet, rečemo temu inovativen, jaz mislim, da ne potrebujemo več modernizacije. Žal vidim, mi smo znotraj regenerativnega kmetijstva, smo specializirani opazovalci in zelo dobro posnemamo vzorce narave in ne samo vzorce narave, tudi družbe. In vidimo, da tehnološki napredek žal, se pravi, mi imamo tle eno vojno, recimo temu. Tehnologija ni kompleksen sistem. Naš telefon ni kompleksen sistem. Kamere niso kompleksen sistem, ampak so komplicirane. Se pravi, če se pokvari, mi lahko identificiramo problem, damo nekomu popraviti in ga rešimo. Narava je pa kompleksen sistem, a ne? Se pravi, samoregulativen, interakcij ima polno, težko odkrijemo problem. In žal vidimo, da tehnologija v spopadu z kompleksnimi sistemi pač ne deluje. Imamo ogromno izjemno tehnoloških sistemov, ne vem, pošljemo ogledala v vesolje, da bomo imeli odboj svetlobe boljši, posadimo ne vem kakšne ne vem, drevesa in hočemo nekaj pozeleniti, pa nič ne funkcionira. In jaz tle ne vidim, jaz vidim, da bi mogli, vem, da je tudi ta steber, ki prehranjuje veliko količino ljudi. Jaz še vedno mislim, da ok, tukaj je vzajemno, kaj je potrošnik, pa kaj je pridelovalec, ampak pa mogoče je to tudi malo utopija, ampak jaz mislim, da prihodnost je v majhnih, lokalnih, raznolikih kmetijah, ki bodo odporne. In tudi mi poznamo zelo efektivne danes sisteme, ki delamo res na majhnih površinah izobilje, ker mi moramo vedeti, da pridelamo nekje, oziroma človek poje nekje od 400 do 450 kg hrane na leto. Zato mi danes uničimo 10 ton zemlje na osebo na leto. To je pač cela katastrofa. In mislim, da ne bi rekel, da je rešitev, ampak da bi mogli spodbujati rast malega kmeta, ker smo potem bolj raznoliki, bolj odporni, več imamo znotraj države. Ok, ja, na drugi strani je pač kupec, ki pač lahko to vzame, lahko ne, ampak bi se mogli na tem področju, se mi zdi, zelo truditi. Imamo pa veliko znanja, ogromno znanja. Jaz mislim, da imamo ogromno priložnost, tudi te nizko, bi rekel, nizko mobilne, cenovne, neke infrastrukture, ki zelo dobro posnemajo te vzorce narave in se da zelo lepo delovati. In smo lahko zelo, tudi kmet je lahko zelo dobičkonosen in profitabilen in proizvaja ogromne količine hrane na majhnih površinah. To se mi zdi taka lepa stvar, no? Ker tudi prsja, veste, ena taka delikatna zadeva, koliko jo uničimo, tudi potem kar ne moramo pridelovati brez nekih pesticidov, nekih kemičnih sredstev. In tukaj je odzadaj cel motor, kako to deluje, ampak jaz mislim, da imamo prvo kot prvo ogromno znanja, ogromno rešitev, ki so mogoče celo bolj enostavni, kakor si mislimo, in ogromno potenciala v teh stvareh. No.
Verjetno bi bilo naivno pričakovati od vseh nas, ne mislim od nas 4 tukaj, ampak od vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, da bi se vrnili k nekemu sezonskemu lokalnemu prehranjevanju in se odpovedali vsem tem dobrotam, ki prihajajo k nam iz uvoza. Pač želimo imeti avokado zjutraj pri zajtrku in podobne stvari in nič ni narobe s tem, ne? Ampak okoljsko gledano pa seveda takšna enormna količina uvožene hrane, če ostanemo samo pri hrani, ni dobra, ne? Ne. Ni dobra za prihodnost. Pusto avokado, pusto banano, ne, so dejansko to izredni okoljski, bi rekel, problemi, mislim, in so zelo, zelo, bi rekel, prisotni, ne. Mi dolgo časa izpostavljamo, in tudi Komisija Evropska izpostavlja veliko evropsko tvegano pod oskrbljenost s koncentriranim rastlinskim proteinom. Seveda mi vemo, da na tem svetu, ali pa v razvitem delu sveta, bom kar grdo besedo uporabil, požremo preveč hrane, požremo, bi rekel, slabo hrano, veliko hrane zavržemo, in to seveda povzroča številne probleme, ne. Vprašanje, kaj so zdaj prijemi, ne, kaj narediti, seveda zmanjševati tudi porabo mesa, nedvomno, ne, vendar ne zdaj imamo potem spet take momente, da je treba iti veganizem in tako naprej. Ne. Kmetijstvo je sistem, ki potrebuje, tako kot avtomobil, vsaj 3 kolesa, ne, in v kmetijstvu je rastlinsko živinorejska simbioza nekaj, kar je ustreznega, ne, in brez živinoreje ni kmetijstva, ne. Ampak nedvomno, ne, posegati po lokalnem mesu je nekaj popolnoma drugega, kot posegati po nekih pofel mesnih, približkih mesnih izdelkov, ki jih privlečemo v Slovenijo v neizmerno velikih količinah. Prakse v Sloveniji kmetijske in podjetniške prakse v živilskih podjetjih so drugačne od tega, kar prihaja v Slovenijo. To si Slovenci in Slovenka morate zapomniti, ne, in spodbujati, ne, konkretneje spodbujati. Prej je kolega razlagal o teh majhnih, dediciranih kmetih. Ja, zakaj tega ni več? Zakaj tega ni povezanega več? To bo zmeraj butik, to bo zmeraj en mikrosegment, vendar jaz bi bil kot raziskovalec zelo zadovoljen, če bi v Sloveniji videl en delujoč kooperativen sistem, kjer bi tovrstni kmetje trajvali, kot se zdaj reče, ne, rasturali, razbijali, bili prisotni, ne. Tehnologija ne pomeni samo, ne, tehnologija pomeni tudi to, kar današnjem človeku veliko pomeni, da se organizirajo kmetje, da pridejo na teren, da mislim, do potrošnika, ki so seveda zdaj zblaznjeni, ljudje smo zblaznjeni, ne. In tovrstne ponudbe seveda pridejo potem do slehernika, če so tehnološko podprte, ne. In absolutno tehnološki razvoj pomeni več znanja, ustreznega, ne pomeni tehnologije v takem imperativnem smislu, da je to nekaj slabega, ne. Če želimo recimo povečati tudi oskrbo hrane, proizvodnjo hrane v Sloveniji, kmetijski surovin, bo seveda mogli narediti velik tehnološki napredek, to ni vprašanje. Imamo pa ta luksuz v Sloveniji, da lahko naredimo pameten tehnološki napredek. Mi, bi rekel, z zaostankom vnašamo napredne tehnologije in lahko zdaj na napakah drugih, tudi najbolj razvitih držav, vidimo, česa ne naredimo. Zato je treba volja, je treba ljudi, ki to želijo, pač narediti. Tako da rešitev je veliko, verjetno v zadnji krogu, pa tisti, ki ima najbolj žuli kot kuharja z veliko začetnico, to pa je kaj z odpadno hrano, ne? To je pa zadnji. Ja, mogoče bi zastavila eno misel, pa lahko potem o njej debatiramo oziroma se lahko z njo ne strinjate in jo ovržete. Namreč, če bi uživali kakovostnejšo hrano, bi je pojedli manj. Ker dejansko raziskave nekatere kažejo, da je ta poceni predelana hrana, ki je polna različnih dodatkov, zasvojljiva, ne. Se pravi, da jo človek je tudi, ko sploh ni več lačen. Lokalno pridelana, kakovostna hrana, evo spet mečem utopične ideje, bi morda zmanjšala tudi količino odpadne hrane, ker če je nekaj res dobro, pač ne zavržemo. Ja, zagotovo. Mislim, jaz se strinjam, da preveč jemo, no, preveč pojemo. To zagotovo, no. Samo
Ampak jaz opažam, da ljudje so pa tudi toliko osveščeni, da se hrano stran ne mečejo. Ne. To, kar pride pri nas nazaj iz gostilne v kuhno, ne, to so prazni krožniki. Ne. Tudi če bi recimo če ostane hrana na krožniku, če ostane kruh na mizi, ne, danes gostje prosijo, da si zavijajo in odnesejo domov. Ne. To ni več tako, kot včasih, ne, vsi poznamo tisti vic, ne, kako je oče rekel, no, tole nam pa zavite, bomo pa za psa imeli, ne, pa reče otrok, ja, a oči, a bomo kužka kupila, ne. Tega to danes več ni, ne. Danes dejansko ljudje rečejo, joj, tole bomo pa zvečer pojedli, ne. In to je siguren en plus, da so osveščeni in stari in mladi že, da pač te hrane ne zavržemo, no. Pri nam recimo ostaja to, da nam pač podjetje odvaža to organske odpadke in olja, ne, to je zgolj in samo pač od tega, ki pripravljamo hrano, se pravi, ki krompir olupimo pa to. Kljub temu sem pa jaz že tako, recimo, da sem občutljiva tudi na tiste olupke od jabolk, ki pa pristanejo pri kakšnemu končku, no. Tako da ne gre to vse tako v odpad, da bi tudi to mi je recimo hudo dati v sežigalnice, ali kje pristanejo ti biološki odpadki, a ne, tako da, ja. Je možno, a ne, to, kar je zdaj Margareta omenila, se pravi, tudi pri vas verjetno delate ta krog, porabite ostanke, ne govorim o ostankih z mize ali pa tudi, ampak ostanke, olupke in ostale stvari, ki pač ne grejo v prehrano. Ja, absolutno, moramo. Pač, tako je, ne, sploh pri tej hrani, pač to je super kompost, če znamo kompostirati. To je popoln krog, če rečemo mogoče v tem zelenjadarskem, ali pa kjerkoli, no, bi praktično se da kaj kompostirati in vračati naravi, ogromne količine in tega. To počnejo, to so projekti zelo uspešni v Evropi, kjer v bistvu tako, kot ste vi, ampak ne pridejo, pa odvažajo in potem ne vemo, kaj se s tem zgodi. Recimo en projekt, ki ga jaz poznam, je, da so sami kontaktirali te restauracije in zbirajo oni hrano, tako da res ni nobene plastike, tako samo hrana, ne, ker to je tudi problematika, da je potem še vmes neki in potem ne moramo mi več z tega narediti, kompost dober. In uporabljajo različne metode z muhami in podobnimi stvarmi in to naredijo v parih dneh odličen kompost. To je izjemna ideja in rešitev konec koncev. To je v bistvu neko krožno gospodarstvo bi lahko. Zelo učinkovito, kar je obstajalo, pač danes je pač proizvedeno, porabimo odpadek, v bistvu pa sploh v našem smislu, recimo regenerativnem, pač ne poznamo odpadkov. Skoraj tako malo, pač ali jih vsaj še enkrat uporabimo, pa probamo še večkrat, če pa že je odpadek, lahko ga transformiramo v nekaj drugega, ne. Tako da dobi novo življenje. So to te nove tehnologije, Aleš, ne? V Sloveniji, na žalost, je to, kar gospod kolega razlaga, je to prepovedano. Imamo pravilnike, v katerih se biološki razgradivi odpadki morajo nujno znajti v bioplenarni, kar ni, bi rekel, najslabša usoda, ne. To ni najslabša usoda, pač gre bioplenarno, ne. Ker če pogledamo striktno okoljski vpliv kompostiranja, anaerobna digestija in tako naprej, kompostiranje okoljsko vendar je bioplenarna z vidika emisij toplogrednih plinov nekoliko ugodnejša, ne. Ampak, se pravi, so pa druge tehnologije, kolega je omenil recimo nekaj, čemur rečemo nadcikliranje, upcyclinga, ne, ki je v regenerativnem kmetijstvu izrazito pomemben koncept, kadar mi iz odpadkov naredimo, ne da ga recikliramo, ampak da dvignemo, ne, v surovinskem smislu dvignemo višjo kategorijo, ne. Verjetno je imel v mislih, ko je omenjal muhe, omenjal biokonverzijo, ne, kadar mi lahko uporabimo stranske tokove za pridobivanje proteinov, virov beljakovin za prehrano živali in zaradi, ne, če to tehnologijo vzpostavimo, ne rabimo uvažati soje iz Brazilije, ki je izrazito okoljsko obremenjena, ne. Lahko prehranimo, ne vem, to so sistemi, ki recimo v manj reguliranih državah, Bog pomagaj, ZDA so manj regulirana, pa jih nočem, da je za vzgled, ampak recimo tam so, si predstavljam, ne, kakšen tip kmeta ste, tam so kmetje, kjer dejansko
živijo ta upcycling, kjer pridelujejo organsko, pač ekološko zelenjavo, sadje, ti ostanki, stranski produkti, ni to zavržena hrana, ampak dejansko odtrebki solate, ki ga pripravljajo za trg, gre neposredno v sistem insektne biokonverzije, kjer pridobivajo proteine, s katerimi potem hranijo piščance, recimo, kure nesnice. Ne. In na univerzi biotehniški v bistvu ta sistem razvijamo, v Sloveniji to tehnologijo poskušamo introducirati, vnesti. Želimo jo nesti, kot univerza se ukvarjamo zmeraj z makrosistemi, sistemskimi preskoki. Ne. Občudujemo mikrozgodbe, skrbljeni smo pa zaradi makroproblemov. Ne. In ko razvijamo sistem insektne biokonverzije, razmišljamo ravno o tem, da bi ta sistem bil vključen v sistemsko ravnanje z organskimi stranskimi tokovi. In moram pohvaliti Ministrstvo za okolje, je vsaj prisluhnilo naši zgodbi in gre spet za to medresorsko. Veste, država je en zelo zanimiv orkester, ne? Zdaj, kmetijstvo je eno, okolje je drugo, zdravje, veterina, skratka. Ne? Poskušamo to pelati in unesti v komunalno, živilsko, kmetijski ferajn, če hočete, eno novo tehnologijo, ki lahko prispeva nekaj majhnega, ne more rešiti problema, nedvomno pa lahko prispeva in zmanjša uvozno odvisnost od rastlinskih proteinov. To je pa ta nesrečna soja, kjer lahko vi vaše stranske tokove, ko otrebite jabolka, če je bilo to seveda regulirano drugače, uporabili kot hrano za specifične insekte, v varnih pogojih pridobivali proteine, ki so pa piščancem, ptičem od pamti veka naravni vir proteinov. Soje vrabček še ni jedel v življenju, črvička ali pa proteine, hranila, ki izhajajo iz insekta, iz teh živali, pa seveda od vekoma. Tako da to so te tehnološke rešitve. Definitivno pejmo v naravo iskati te rešitve. Smart, pametni moramo biti, ker kemija, kemizacija, to je enostavna rešitev. Kmetijstvo je najprej poseglo po enostavnih rešitvah, čas tega je mimo, mi moramo iskati rešitve v biologiji. Biologija je pa ekstremno kompleksen sistem, bistveno bolj kot kemija. Miha prikimava, tudi Margareta. Ja, potem bi lahko rekla, da bi potrebovali samo res dobro uigran orkester na najvišji ravni, ki bi poskrbel za tako regulativo, ki bi pospešila te procese, to, s čimer se vi ukvarjate, kar razvijate na fakulteti, to, za kar si prizadevate kmetje, ki se ukvarjate z regenerativnim kmetijstvom, to, za kar si Margareta pri vas prizadevate, da je čim manj odpadkov in res skrbite za njih, ampak nimate vpliva na to, kam ti odpadki gredo, ko jih odpeljejo od vas. Ja, žogo je treba staviti vsi, vse to je bilo večkrat danes slišano, Americe je treba, ampak je čas, jaz verjamem, če sem pač malo analitičen, da ne bom rekel kaj drugega do policy maker, nosilcev političnih odločitev, verjamem, da je to težko. Žogo treba staviti, prioritete postavljati, kot mala nacija bi na tem področju mogli še biti bolj pozorni, iskati lastne interese, lastne prioritete, ki so koristne za našo državo. Mi pa smo nekoliko preveč nagnjeni k temu, da potegnemo neke ideje od zunaj in jih nekritično potem forsiramo, tiščimo v ta občutljiv sistem, če se pač omejim samo na kmetijstvo in živilstvo. Tako da, dajmo biti optimisti, in če to uspemo, orkestracijo recimo med resorji slovenske vlade na področju recimo krepitve prehranske varnosti, suverenosti na tem področju, podpreti mikrozgodbe, ki so pomemben del dekoracije, nekako izražajo, jaz temu rečem celo inteligenco prehranskega sistema, da imamo take butične primere. Od zadaj pa mora se stati, bi rekel, letalo nosilka, to je pa ta stebeni sistem, ki se nam pa ruši in ga nadomeščajo seveda sistemi iz Nemčije, Češke, Poljske, ne vem, kje so vse. To je relativno
zaskrbljujoč in ta trend je treba obrniti. Skratka, pogoji, ideje so, možno je ta trend obrniti, samo skupaj je treba stopiti, če sem prav razumela. Ne? Ampak vi dosti stojite skupaj, ne? Mladi, pa ne, tudi ne samo mladi, ne? Kmetje, ki se na ta način lotevate kmetovanja. Ne? Ja, se zelo povezujemo. Lani sicer bi tudi tale za ustanovljeno društvo za celostno regenerativno kmetijstvo, ampak ja, mislim, se dogaja, je vstopilo v naš prostor neka taka veja, ki je malo bolj alternativna, bi s tem rekel, ampak mladi so jo pograbili, se mi zdi predvsem zaradi tega, ker ponuja eno kvaliteto, zelo je efektivna, tako časovno, tako tudi okoljsko, da delamo neko obilje, tudi finančno konec koncev, ne. Ampak ja, se pa, če gledamo pa komercialno, se pa približujemo nuli, da bi rekli, da ponujamo trenutno nek pridelek, da bi ga lahko ljudje kupovali. Tako da je moment, ki v Evropi je tudi to samoregenerativno zelo močno gibanje, manjka nam pa ogromno praks. Tako da ne. Imamo pa, kot sem rekel, znanje, ogromno znanja, ogromno je povedano na to temo, ogromno tehnik, modelov, kmetij, ki to počnemo, s katerih bi se lahko izobraževali. Tudi hitro bi lahko vstopili zdaj. Se mi zdi, da je trenutno, kakor je malo pesimistično, ampak tudi je trenutno en boljših momentov za vstop mladega v to panogo. Ker imamo pač tehnologijo in če rečemo, da 50% pridelujemo, 50% prodajamo, kot kmet, ki je v celoti prevzeme odgovornost, ne, da nimamo nekega distributerja ali pa tako. Imamo danes ogromno tehnologije in za pridelavo in za prodajo. Samo takole naredimo. Konec koncev tukaj, zdajle jaz prodajam nekaj, ker smo se tudi mi približali, ne, ljudem samo klik stran, pa da imaš na dom. Tako da ja, rastemo, ampak zelo počasi, mogoče prepočasi. Upam pa, da bomo, no, da nas bo še več in če kdo rabi kaj, nas lahko pocuka, pa se pride kaj pogledati, če ga navduša, ne. Mislim, da boste lahko rasli tudi s podporo projektov, s kakršnimi se ukvarja Aleš in njegovi kolegi na Biotehniški fakulteti, ki so usmerjeni ravno v to, v spodbujanje takih lokalnih zgodb, ki jih imate radi, kot ste rekli, jih podpirate, lahko pa jim date tudi širšo podporo, nek steber, s katerim bo mogoče potem lažje nadaljevati. Nedvomno, tako. Ja. Hvala lepa vsem trem za sodelovanje v današnjem podcastu. Veliko smo povedali o hrani. Odpadno hrano smo tudi omenili večkrat in našli tudi nekaj odgovorov na to, kaj z njo početi. Se pravi, da ni nekoristen odpadek, ampak da je lahko še kako koristna, bodi si v procesu kmetovanja, bodi si v kakšnih drugih industrijskih obratih. Tako da prihodnost mogoče ni tako črna. Ne? Hvala vam še enkrat. Hvala. Srečno.